Skoraj vsak dan se zgodi, da eno slovensko podjetje tarča hekerskega napada. Naši varnostni inženirji pa skrbijo za normalno delovanje, normalno poslovanje slovenskih podjetij. Spremljamo napad v zdravstveni ustanovi, zgodil se je preko elektronske pošte. Način je bil takšen, da podjetje ni imelo ustrezne zaščite na tem nivoju, tako da je več uporabnikov poskušalo odpreti priponke, ki so bile zlonamerne v teh sporočilih. Podjetje ima za AENA sklenjen dogovor o kibernetski varnosti, tako da smo takoj, ko je prvi uporabnik želel odpreti določeno priponko, napad zaznali, ga z določenimi orodji in protokoli zaustavili in potem stopili v kontakt z tem podjetjem. To zdravstveno podjetje samo po sebi se ni odzvalo, ker v bistvu za napad sploh niso vedeli, dokler mi nismo vsega skupaj zaustavili in jih dejansko pozvali k sodelovanju. Tako da naslednji korak na njihovi strani je bil, da so obvestili vse uporabnike, ki še mogoče te elektronske pošte niso prejeli, da je ne odpirajo in da priponke brišejo. Na AENA najprej opravimo svetovalni pogovor s podjetjem, pri katerem se pogovorimo s podjetjem glede na njihovo poslovanje, potrebe, stanje njihove IT infrastrukture. Potem jih načeloma vključimo v naš varnostno-operativni center. V prvih tednih bolj podrobneje gledamo v bistvu njihovo poslovanje, opravimo nekaj testov, da vidimo, kako se njihova infrastruktura obnaša, da se potem tudi naša orodja, naši protokoli prilagodijo temu podjetju in potem po nekaj tednih je stvar polno operativna in uporabnik je oziroma podjetje je zaščiteno. Večina kibernetskih napadov se začne preko elektronske pošte, zato je pomembno, da poleg samih orodij in uvedenih protokolov izobrazimo tudi zaposlene, ki potem znajo ali pa do nekega nivoja znajo ločevati med zlonamernimi sporočili in pa relevantnimi sporočili. Varnostni pregledi so primerni za vse nivoje podjetij. Takoj, ko ima podjetje malo kompleksnejšo IT infrastrukturo, so že primerni za nek kibernetski napad. Tako da takoj, ko ima nek strežnik, virtualizacijo, spletne aplikacije, več lokacij mogoče, so že podjetja primerna, da se tak nivo zaščite dvigne na višji nivo in to je mogoče samo z nekim skrbnim pregledom, ki se ga opravi z varnostnim pregledom sistemov. Zdaj posledice kibernetskih napadov, če gremo od minimalne posledice do pač največje, gre za neko začasno nedostopnost podatkov ali pa začasno nedostopnost internih aplikacij. Potem naslednji nivo je že trajna izguba podatkov, kraja občutljivih podatkov, kar posledično potem pomeni, da podjetje ne more zagotavljati storitev, izdelkov, ki so bili naročeni pri njih iz vidika njihovih strank, tako da jim potem posledično tudi upade lahko ugled, izgubijo finančne prihodke. Kot najhujša posledica na koncu pa lahko tudi takšno podjetje propade. Svetujemo, da se zaščitijo prav vsa podjetja. Zdaj iz tega nivoja lahko pozdravimo prihod NIS2 direktive iz vidika Evropske unije, ki bo posledično potem vplivala tudi na lokalno zakonodajo in tako dvignila kibernetsko varnost gospodarstva na višji nivo.